nisem pa imela pač take podpore, ne vem, recimo jaz, ko sem dala odpoved v službi, je meni mami rekla, a ti zdaj nič več ne boš delala, ker ne je bilo tako nepredstavljivo, sploh ta influencerski svet, ne, to je bilo pač sploh še zdaj je nekaterim, ampak 5-6 let nazaj pa sploh, ne, je bilo tako, zdaj se boš sam še slikala, ne, in... Alja Perne je uspešna slovenska mlada podjetnica, mamica 2 sinov, žena in modna vplivnica. Je ustanoviteljica blagovne znamke The Base Label, ki temelji na neki etični, trajnostni, brezčasni modi. Je res tak pravi navdih s svojim stilom na družabnih omrežjih, drugače tudi zelo rada potuje, tudi z 2 sinkoma in o vseh teh temah, ki sem zdaj naštela in vlogah, ki jih ima, bi rada danes govorila z njo. Alja, dobrodošla. Živja, hvala za to klepo vod, da sem še k tebi prišla. Okay. No, vidiš, to je super. Pa da malo prebijeva let, eno tako čisto enostavno vprašanje za začetek. In sicer me zanima, danes imamo človek ob mači, a kaj si ponavadi naročiš, ko greš s prijateljicami na čvek v eno kavarno? Dopoldne. Kavo, ponavadi si kavo, jaz pijem belo kavo. Sicer spijem tako 1 do 2 kavici na dan, čeprav včasih na Instagramu zgleda, da sem full coffee lover, da jih spijem ne vem koliko, ampak meni je tako 1 do 2 na dan zadoščata, pa niti to ne rabim, da bi prav rabila, ampak mi je tako tak ritual. Ritual, ne? Ja. Za feeling, ne? Ja, sploh, če sem v pisarni pa na računalniku, kaj delam. Zdaj pa kar začela, s tistim najtežjim vprašanjem. Kako ti uspeva vse stvari kombinirati v življenju? Torej, da si mamica, da si žena, da si podjetnica, vplivnica, zelo si prisotna na družabnih omrežjih. Kje se skriva recept? Ne vem, ne vem, če mi vedno vse najboljše uspeva. Ponavadi je tako, da če je en segment malo boljš, druge 2 trpita, ampak se nekako probam kar na vseh teh 3 področjih jih balansirati. Pri meni je tako, da več stvari, ki imam, bolj sem produktivna. Nisem tako zelo samodisciplinirana, tako da jaz po mojem, če bi imela samo eno stvar za narediti v dnevu, bi jo delala cel dan, če pa imam res tako strukturirane stvari, mi gre pa to lažje od rok, no. Je pa tako tudi, da pač ta ustvarjanje vsebin za moj Instagram se kar dosti prepleta tudi v bistvu in malo z družinskim življenjem in pa tudi z mojo znamko The Base Label. Je ločeno, ampak je pač nekako gre vse prepleteno. Ja, prepleteno in gre v isto smer, tako da je mogoče to malo lažje, no, da sem lahko kreativna pri obeh stvarih. Pa delaš pa neke ločnice med poslovnim in zasebnim življenjem, ali je to nekako skupaj kot neka celota? Ne, to vse njih. Predvsem tako z vidika časa, pa tega, koliko sem jaz recimo tudi z mislimi z družino, ko sem z družino. Se res trudim, da pač ob 4, ko pridemo domov, da nisem na telefonu, kakšne nujne zadeve, pa to ampak drugače pa ga tako pustim na strani, če je kakšen story, jaz to pa ponavadi zvečer objavim. Pa tudi se trudim, da zvečer, oziroma to mi kar dobro uspeva, no, sploh ne vem, zadnje leto ali pa 2 res dela ne nosim domov, pač kar naredim v pisarni, naredim, doma ne delam praktično In za službo. Ja, nič za službo, rajš, ne vem, če se mi nekaj res zavleče, pokličem mami, če mi skoči po otroke, pa 1 uro dlje potegnem v pisarni, ampak da ne nosim tega dela domov in moram reči, da se to kar tako dobro obrestuje, da si res lahko pol zmislijo pri eni ali pa pri drugi stvari. Ja, to je meni tudi pomagalo, da se danes klaka pa odklopiš, da veš, da je to za danes na tistem področju in zdaj imaš pač področje. Si ustanoviteljica znamke The Base Label, kot smo že povedali, pa me zanima, kateri so bili največji izzivi pri ustvarjanju znamke, pa kdaj si z njo sploh začela, pa če sploh malo pišeš za tiste, ki ne vejo, kaj točno vse to zajema in kaj ponujaš znotraj znamke. Ja, ti začetki The Base Label znamke so bili tako zelo, zelo spontani. V bistvu se je vse skupaj začelo, ker sem bila jaz noseča prvič. To je bilo 2018 in takrat so v bistvu mene iz podjetja Jakopina, tam, zdaj mi delamo večino pletenin, kontaktirali, če bi naredili skupaj eno dekco za otroke.
In pol ta dekca nikoli ni ugledala luč sveta, ampak se je iz tega nekako rodila moja znamka, ker sem skozi proces, ko smo se v bistvu dobili na sestanku, ko sem jaz malo povedala svoje želje, prišli do tega, da v bistvu oni lahko tudi ven kolekcijo naredijo. Jaz sem sicer imela idejo, da bi imela nekaj svojega že kar dolg časa, ampak nisem točno vedela, kaj, v katero smer bi šla. Pač sem vedela, da bi nekaj z modo rada delala. Tako da so tukaj tudi oni mene ful vodili skozi ta proces in me nekako podprli. Tako da je to res nastalo zelo spontano v času moje porodniške in je vedno nek tak moj drugi baby, ki je v bistvu smo lansirali to glih, mislim, da je bilo 3-4 mesece zatem, ko sem jaz prvič prvega otroka imela. Tako da od tam naprej smo se pol sicer lotevamo malo bolj strukturirano, ampak začetki so bili zelo spontani. Ja. To je pa zdaj koliko let nazaj? To je 2018. Letos bo pa že 6 let praktično od tega. Ja. Pa v bistvu ti si prej bila v službi in pa si dejansko v porodniški, si še šla nazaj v službo ali si pol dejansko sam to je bilo? Ja, jaz sem prej delala na Equi, mislim, da 5 let v marketingu in meni je bila ta služba res sanjska drugače, sem ful rada to delala, no. Ampak se pravi, tako, ker se je to nikoli ni bil moj plan, da bi jaz šla na svoje, niti moja želja nikoli, da bi jaz imela pač nekaj svojega. Nisem imela takih ambicij, meni je bilo pač super, da sem delala to, kar sem rada delala in pol, ker je skozi proces nastajala ta moja znamka, sem pol po porodniški sicer še šla nazaj delati. Aha, okay. Za polovični čas, ki mi ni več uspevalo zdaj čisto vsega handlati, ampak za 1 leto mislim, da sem še šla, pa sem pa na eni točki mogla reči, da pač to ne gre več. Mogoče, če ne bi imela otroka, bi še šlo, da bi vse to delala, pa kaj enkrat imaš majčkega otroka, kar celo tebe, sploh takrat, ko je star leto pa pol, pa to ni šlo več, no. Sicer je bila kar težka odločitev, ko vse je bilo to zelo na začetku, pol se je kmalu tudi ta korona začela, tako da ni bil najbolj idealen timing, ampak po drugi strani pa moram reči, da se je kar dobro izteklo. No, se pravi, danes ti ni žal, da si splet tako odločitev? Ne, definitivno ne. Torej, zdaj se je ta znamka se torej v bistvu razvijala zadnjih par let. Prej si mi rekla, da zadnjo leto delaš tudi skupaj z možem. Ja. In zdaj me še to zanima, zakaj takšna odločitev in kako je delati skupaj z partnerjem, v bistvu delati v službi skupaj in biti pol še doma, ne, skupaj. Ja. Včasih boljše, včasih slabše. Nama sicer kar funkcionira, sploh glede na to, da v bistvu si ful deliva v službi stvari, da pač on se v moje odločitve ne vtika. Torej vse, kar se tiče, ne vem, marketinških aktivnosti, dizajna, skratka vse, kar jaz pokrivam, pač on nima besede zraven, pa ne, da ne bi jaz hotela, ampak tudi on se na te stvari ne spozna in čisto meni prepusti, jaz pa pač njemu prepustim une stvari, ki vem, da jih on dobro zna. Po drugi strani pa tukaj tudi on snema meni veliko videov, pa vse te video in foto vsebine, ki so na Instagramu, tako da je to tudi precej tako razgibano delo, ki je velikrat na terenu, pa s tem mogoče tudi malo razbijava to rutino, da nisva samo v pisarni in zaenkrat se nama dobro obnese. Zdaj delava skupaj malo več kot 1 leto. Zaenkrat deluje, so pa prednosti in slabosti, tako kot povsodno. Je pa res, da doma ponavadi, če niso res kakšni ali lonči, ali ne vem, da slučajno pade stran ali pa zaloga se podre, pač načeloma kar ločva tudi te pogovore zasebne in službene, če lahko tako rečem. Sploh jaz sem pri tem mogoče še bolj disciplinirana, ker mogoče on kdaj doma reče, dajva se zmeniti, kaj bo jutri, pa sem tako ne, zjutraj v pisarni, se bova sedla in bova naredila plan, ne bova tega zdaj doma na kavču delala. Pa je bila težka odločitev, ko si se mogla odločiti, ko sta se odločila, da bo pač tudi on se pridružil podjetju, verjetno on prej nekje druge delal, predvidevam. In spred to odločitev, da pa oba v bistvu delala v tem biznisu in bila v bistvu pol odvisna od tega biznisa. Je bilo to težko sprejeti, ali je bilo to nekako spontano prišlo, pa je kar bilo? V bistvu je bolj spontano prišlo, pa tudi tam, ko je on prej delal, je res tako vzel njega celotno, ne samo v delovnem času, ampak še pol popoldan pa zvečer, pa tako da moram reči, da pač prej mi njega skoraj nismo imela, tako da je v bistvu to niti ni bila tako težka odločitev, je tako prišla dosti spontano in naravno.
Ja, je pa pač sva pa vseeno zavestno šla v to, tudi pač se zavedava posledic in vsega, ampak vse tako, kot sem rekla, no, zaenkrat kar deluje. Ja. Kako pa tvoja družina vpliva na tvoje poslovne odločitve? Oziroma, tudi zanima me, a imaš, glede na to, da sta oba zdaj v biznisu, da biznis pač vemo, da včasih vzame veliko časa, a imaš okoli sebe neko tako podporno skupino, ko ti pomaga takrat, družino, prijatelje, ko ti pomaga takrat, ko pač mogoče rabiš, kako imaš ta sistem organiziran? Ja, to imava kar dobro organiziran. Tudi ne vem, če nam kaj v pisarni ali pa pri pakiranju ali pa karkoli, da imamo pač kaj, da nam tisti trenutek ne gre vse skozi, vedno imava pač pomoč, tako da pri družini to ful lahko računava na vse, kar se tiče in da nama počuvajo otroke, da preskočijo na pomoč pri pakiranju ali pa pri čemorkoli, tako da tukaj kar mava sreča. Družinsko podjetje, to je. Ja, ne, tudi pač zdaj, včasih sem, ne vem, če sem mogla na kakšen trip v tujino ali pa to šla sama, je bilo vse lažje, ker pol je on imel ta malega ali pa ta male dva. Zdaj pač greva oba, ker je on toliko ključen, tako da tukaj iz tega vidika logistike je mogoče malo bolj zahtevno, ampak imava na obeh stranih kar support, da nama lahko kadarkoli počuvajo otroke, pa so pač brez skrbi, ker veva, da se imata tudi one dva tam fino. No. Pa imaš daj slabo vest, naprimer, če daš otroke tekle v varstvo, pa to, ko vedno veliko mamice s tem ful sooča, da pač ima kar slabo vest, ko ga da v varstvo. Imaš kdaj probleme s tem, ali imaš to? Ne, da bi imela slabo vest. Včasih mogoče, če je to, ne vem, da sva bila ta teden 2 dni, pa da je drug teden spet, ne vem, nekaj, ka moram za cel dan nekam iti, je meni malo težko, ker si mislim, spet bosta pač cel dan nekje druge, ampak nimam pa slabe vesti, ker jaz vem, da se ima ta one dva tam ful dobro, pa tudi jaz sem v osnovi več z njima, kot pa mogoče nekdo, ki dela od 9 do 5 v pisarni, pa pride domov, pa pač mora še kosilo pojesti, pa je praktično že skoraj konc dneva. Jaz sem tako zorganiziran, da jih malo čez 3 pobereva in da pač pol smo res, imamo kvaliteten čas, no, tudi med tednom popoldan skupaj. Še eno vprašanje imam, ko se sicer ne navezuje na to, ampak me zanima, odkot ta navdih za modo in ta stil. To si kaj podedovala od kakšne mame, babice, ali to se je razvilo od tebe, odkot to prihaja? Ja, ne vem, kar že od vedno sem to nekako sebi imela. Mogoče bi celo lahko rekla, da malo od mami. Ona je od vedno na modo, pač ful je rada šopingirala, tudi mi, da so bile majčkene, se mi zdi, da je to nekako prenesla na naju, no. Še zdaj ona se rada lepo obleče, sledi trendom in vsemu, kar je v modi. Tako da mogoče malo neposredno od mami, sem pa jaz od vedno nekako imela to željo. Tudi ta svoj Instagram pa blog še takrat, ko je bil, no. Ko sem začela, sem tudi brez kakršnih koli pričakovanj, je bilo bolj zato, ker sem pač jaz sama rada različne kombinacije, outfite in stylinge delala in sem lahko, zakaj ne bi to delila še z drugimi mogoče. Ja. Zakaj si se pa odločila v bistvu za to neko trajnostno naravnanost in to vrsto, v bistvu, ta segment mode, kako bi se temu izrazila, če ne vem, če sem se prav zdaj izrazila, ampak zakaj točno ta segment? V bistvu, ja, ko sem jaz začenjala svojo znamko, ni bil to sploh namen, da bi šli mi v trajnostne materiale pa proizvodno. Pa nekako čez celoten proces, ko smo začeli to ustvarjati, v bistvu smo mi prvi sample našega kosa, ki je bil na začetku lansiranja, bila je pač jopa s kitami, ki je še vedno tak najbolj ikoničen kos. Smo naredili z neke mešanice poliestra pa volne, ker pač takrat je bilo meni to ok, ampak pol v bistvu nekako, ko pa vidiš to razliko, kakšna je razlika v kvaliteti, pa ko malo greš bolj raziskovati celotno to proizvodno, pa kaj vse je v zadnji, pa v bistvu kako lahko vsi ti materiali na kožo vplivajo, se ti pa pol kar nekako se je menilo, recimo razjasno pogled in sem rekla, če že gremo v proizvodno v Sloveniji, pol pač moramo to delati tudi iz najboljših materialov, pač ne bomo šli tukaj pol, da bomo pač ne, gremo pol all in delamo najbolj kvalitetne stvari, zbiramo najboljše materiale, tudi če to pomeni, da je malo višja cena, ampak itak proizvodnja v Sloveniji je toliko draga, da tako se ne moramo približati v nobenem primeru kakšni tej trgovini s hitro modo, tako da se mi zdi, da pol pač je boljš, da ponudimo vse, kar lahko uporabnik dobi na enem mestu. Pa je Slovenija odprta vseeno za tako trajnostno naravnano modo in malo dražje kose?
Ja, jaz moram reči, da mene je to na začetku kar malo skrbelo. Sploh, ker je bilo to še tako pred leti, ker je bilo to zelo po vojih, a ne 5 let nazaj, trajnostna moda, zdaj ima pač praktično že vsak to. Ampak takrat je bilo to zelo na novo in tudi, ko sem jaz preračunavala te cene po dolgem in počez, kako bi lahko to mečkam bolj affordable naredili, mi nikakor ni šlo skozi in me je skrbela ta cena, bo to sploh šlo. Ampak moram reči, da smo kar najdel nek tak svoj krog ljudi, večinoma so to redne stranke, tudi pač dobivamo nove, ampak so to ljudje, ki res dajo na kvaliteto, tako da bi zdaj rekla, da cena niti ni problem. No. Okay. No, se to je super, da imaš tako izkušnjo. Kaj bi pa rekla, a se je tvoj stil, modni stil, od takrat, ko si začela znamko, kaj spremenil od prej, predtem si imela svojo znamko? Je to, ki je vplivalo? Ja, moj osebni kar se pa tiče tako linije oblačil, pa celotne kolekcije, bi pa rekla, da ne, da že kar od začetka nekako imamo te zelo minimalistične kose, pa osnovne, ampak moj stil se je pa kar dosti spremenil. No. Recimo, jaz sem včasih ful kupovala, moja omara je bila pač nabasana z vsemi možnimi barvami in različnimi kosi. Zdaj pa, če pogledaš mojo omaro, je po mojem imam jaz mancun, povprečen uporabnik, ker pač malo bolj mogoče dobro zdaj nosim večinoma tudi pač svoje stvari, ampak še vseeno kupam stvari, ampak je to tako zelo bolj premišljeno, vedno pogledam, kakšna sestava, kakšen je material, tudi če kupam to pač v neki bolj finančno dostopni trgovini, pač mi je samo pomembno, da je to pač res, ne vem, 100% bombaž ali pa karkoli že je. Tako da, ja, se je stil moj spremenil, gre bolj v smeri znamko, ki je šel mogoče na začetku, no, ampak moja vizija je bila pa že od začetka kar enaka. Kaj pa barve, prisreka, sem bila zelo barvno oblačila, danes ne vidimo tako pogosto takih barvnih oblačil. Ja, mogoče ne toliko zelo živih barv, ampak tako različne vzorce, pač imela sem, se še zdaj mi je to tudi všeč, ampak pol si rečem, joj, zakaj bi si zdaj kupila eno, ne vem, majico v tej barvi, ki je zdajle to pomlad ful moderna, če vem, da je pol pač druga pomlad, ne bom več oblekla. Mogoče tako malo bolj zavestno, to nakupujem. Kaj bi rekla, kateri trenutek v tvoji karieri ti je najbolj ostal v spominu? Mogoče ta prehod iz tega, ker sem bila redno zaposlena, da sem šla na to svojo poslovno pot, to mi je najbolj ostalo v spominu. Tukaj tudi ne bom rekla, da nisem imela podpore, recimo strani moža sem jo imela vedno, ampak tako nisem pa imela pač take podpore, ne vem, recimo jaz, ko sem dala odpoved v službi, je meni mami rekla, a ti zdaj nič več ne boš delala, ker ne je bilo tako nepredstavljivo, sploh ta influencerski svet, ne, to je bilo pač sploh še zdaj je nekaterim, ampak 5-6 let nazaj pa sploh, ne, je bilo tako, joja, zdaj se boš sam še slikala, ne, in tako da ja, sem imela podporo, ne pa tako, da bi me res spodbujala k temu, tako da to je bila tako moja mal hipna odločitev, ampak po drugi strani pa tudi najboljša odločitev. Pa se mi zdi, da samo da imaš eno osebo, ki ti je blizu, pa te podpira, že to zadosta, ne, ker na začetku itak so posebej starši, pa tako so tako zaščitniški, so malo skeptični do nekih stvari, pa te hočejo zaščititi s tem, nič slabega ne mislim, ampak ja, vem te, da ja, ampak če že imaš eno osebo, je pol to ja, je mogoče že dovolj, ne, je pa res, da sem jaz tudi že sama po sebi taka zelo easy going, pa jaz sem vedno, lej, bože, če pač to ne bo ratal, še vedno se nekje lahko zaposlim, nekaj bom že delala, meni ni problem, pač karkoli nekaj se bo že našel zame. Kaj pa svetovala drugim mamam, ki se želijo stopiti na podjetniško pot, pa na nek način, ko si ti šla, v bistvu, postala si mama, šla si na svojo podjetniško pot, ker nekaj takih zgodb je v Sloveniji. Pa vem, da si marsikatera mama tudi tega želi, pa si nekako ne upa. Kaj bi jim svetovala takšnim? Mogoče zdaj ta moja čist konkretno moja odločitev ni najboljši nasvet za ostale, ker jaz niti nisem imela zdaj, da bi rekla, da bi si nekaj našparala, pa bi rekla, ok, zdaj imam jaz toliko našparam, imam neko zaledje, lahko grem, jaz sem to rešila tako na glavo, all in. Včasih je to dobro, sploh če si mlajši, pa se mi pa zdi skozi starejši, ko si bolj to premlevaš, pa težje se to odločaš. Več odgovornosti imaš. Ja, pa več odgovornosti imaš. Ampak recimo, kar zdaj tako mogoče po ostalih puncah, tudi, ki mi kdaj pišejo, pa to zaznavam,
ful pač jih je strah, joja bo kdo to kupil, pa kako bom to, kako bom uno, pa ni še vse čist perfekt. Mogoče jaz bi rekla, probi. Mislim, še vedno, če ne rata, če ne probaš, ne moreš vedeti. Zdaj pa še eno tako pomembno vprašanje in sicer me zanima, kako skrbiš za svoje mentalno zdravje oziroma si se v tem času, glede na to, koliko različnih vlog v življenju imaš, kdaj spopadla s kako preutrujenostjo, depresijo ali pa izgorelostjo? Ne, to moram reči, da nisem. Ne bom rekla, da se meni to ne more zgoditi, ker se mi zdi, večkrat teh zgodb poslušam, vedno pač tudi ljudje rečejo, jaz sem mislila, da se to pa meni res nikoli ne more zgoditi, pa se jim je vseeno. Ampak moram reči, da zaenkrat kar nekako vem, kdaj je čas, da se ustavim, kdaj imam preveč stvari. Nekako začutim, da zdaj je pa res to dosegel vrhunc in pač pol nekako poiščem alternative, ali pa se mogoče že mentalno tako naprej pripravim, ne vem, pri nas je pač november, december so res ti hektični meseci in nekako svojo miselnost naravnam v to, to zdaj moram, pa pač vem, da januar bo pa bolj na easy, bomo šli na dopust, tako da nekako me to, ne vem, drive ali kako ne rečem. Za svoje mentalno zdravje pa zdaj čisto nič tako, da bi rekla, da konkretno nekaj delam, ampak mogoče te neki moji mali rituali, da se odklopam od telefona, zdaj sicer probam tudi to je novoletno zaobljubam malo več brati, da nisem skozi sem online, da grem fizične knjige, misliš? Ja, fizične knjige, ja. Ful me napomnim to, da sem s tam mali dvema, da gremo ven, da imamo te popoldneve zase, da se res lahko odklopam, no, tako da to je meni neka taka hrana za dušo. No, to je pa potovanje. Ja, do tega zdaj se pa tega lotva. Zdaj se pa lotva malo otrok pa potovanja, družinskega življenja. Pa mogoče začnemo z otroci, pa me zanima, zdaj tvoja dva sta stara koliko 2 pa 6? Skaj je bil glih 2, Liam bo pa zdaj 5 pa polno, 6 bo. Pa me zanima, kakšna taka življenjska lekcija, ki si dobila od otrok, da si se res od njih nekaj tak naučila, da so ti dali zamisliti, pa da si pa iz tega kaj potegnila? Se mi zdi, da mi je one dva kar vsak dan data, ko se jaz zamislim pol na tem. Se mi zdi, da so otroci neko tako, da ti ogledalo nastavijo in da v bistvu stvari, ki jih ti ne delaš prav ali pa pač niso čisto v skladu s tem, kar bi ti drugače delal, da ti kar pač reče, stop, ne, to ne gre tako, z dejanji sicer. Ampak mogoče to najbolj, koliko je v bistvu res ta čas hiter gre, koliko je pomembno, da res uživamo v trenutku, da smo prisotni, pa mogoče se to pri ta drugem otroku še mečkam bolj zaveš, kot pri ta prvem, ker pri ta prvem ti to govorijo, pa si tako, ampak pa vidiš, res hiter zrastejo, pa si pri ta drugem še mečkam bolj zavedno v tem. Kaj pa bi rekla, ti svoje otroke tudi izpostavljaš na socialnih omrežjih in to so take zelo deljena mnenja, ne, sicer vsak sam odloči, ampak kakšni so neki tvoji kriteriji glede deljenja družinskih trenutkov na Instagramu, kaj je ti zdaj, kaj pa je pa totalno ne? Jaz jih delim na Instagramu, sicer vedno opazim, da so pač to trenutki, pač lepi trenutki, ampak jaz nasplošno na Instagramu ne delim nekih kočljivih situacij ali pa ne vem, kdo joka, kdo slabe volje. Pač probam biti pozitivna, pa ne, da ne bi hotela real life pokazati, ampak pač v tistih trenutkih noben noče, da bi tam bil izpostavljen celi Sloveniji, tudi jaz ne. Tako da pazim, da niso to neke kočljive situacije, da sta one do dobre volje, vesela. Recimo tudi Liam je zdaj že, ker je že malo večji, če mu kdaj ne paše, pač je ne, on kdaj reče, ne me zdaj slikati in pač pol to njegovo odločitev sprejmem, Veliko potuješ, rada potuješ. Pa me zanima prvo, kako se so spremenila potovanja, odkar imaš otroke ali naprej? Kakšna je tista, kje vidiš razliko v tej dinamiki? Pa kako se potem pripraviš na potovanje z majhnimi otroki? Če imaš kakšen nasvet, trik? Zdaj tako glede destinacij pa izbire potovanj, same se ni dosti spremenil. Še vedno pač tisto, kar se nama zdi, da bi rada šla, da bi rada videla, se nama zdi da pokaževa tudi otrokoma.
Dinamika na dopustu sama je pač sigurno drugačna, bi po dopustu rabo še en En dopust, da dopust, malo ne, k sebi prideš. Ampak ja, zdaj tako čist priprav na dopust tudi nimam kaj posebnih, razen to, da če je dolg let, pač da malo poskrbim, da imamo, ne vem, sabo različne igre za risati, za une praskanke, pač različne stvari, da nam ta let malo hitrejš mine. Ampak se mi zdi, da bolj, ko se pripravljaš, slabše. Mi smo zdaj glih, ko smo šli v Mehiko, smo bili 28 ur na poti in mene je, moram reči, da prvič malo skrbel, zato ker je Sky glih v tisti najbolj kočljivi starosti za na letalo, ko on v bistvu bi povsod bil, ampak nikjer ne bi bil še. Za Liama me ne skrbi, ko on je že dovolj velik, pa tudi pač se zna zamotati, ampak je šlo tako brez težavno. Verjetno je dober nasvet to, da greš nekam, kjer je mogoče, ne vem, zdravstvo, ki je urejeno, da imaš dostop do tega, sicer jaz tega ponavadi ne preverjam zdaj kaj posebej, ampak je pa res, da so nama že same po sebi všeč mogoče take destinacije, ki niso zdaj toliko zelo eksotične, da bi bili čist nekje na samem, ampak da je vseeno to mečkam bolj turistično. Katera je pa tvoja najljubša družinska destinacija in zakaj mogoče, če nekdo se zdaj prvič odpravlja na potovanje z otrokom, kaj bi mu svetovala, kam iti? Meni je bila zdaj Mehika v resnici ful všeč. Je pa res, da mi smo veliko hodili na potovanja tako, da smo bili stacionirani na enem mestu, pa smo šli pol na kakšen tak dnevni izlet. Ostalo smo pa bili pač tako mogoče malo bolj taka varna varianta v resortu, kjer je za vse poskrbljeno, imaš tudi veš, da je pač hrana kakor tok v redu, da težko pride do kakšnih zastrupitev. Letos smo pa šli prvič malo bolj avanturistično raziskovati ta Yucatanski polotok, tako da meni je bil pač ta način potovanj ful ljub, se bomo zihar še tega posluževali. Gremo pa vedno, si planiramo tako, da pač ja, če gremo nekaj raziskovati na koncu za 4-5 dni resort, da si še vsi malo odpočijemo. Kakor se da, ne? Ja, kakor se da. Ampak tako, kot sem rekla, se mi zdi, ne vem, bolj, ko planiraš, pa ko se obremenjuješ s tem, kako bo z otroci na potovanju, tam je itak drugačna klima, drugačen mindset. Mi prvič, ko smo šli, v bistvu ni bilo to prvič, ko smo šli na potovanje, ampak je bil recimo Liam star 2 leti pa pol, ki je bil mal v bistvu že toliko velik, no, da se nekako mora zamotati. Sem v bistvu videla, da oni v bistvu sam rabijo mivko in to je vse. Takrat smo šli v Dominikansko brez ene igrače, nič nismo imeli s sabo in oni so imeli mivko, tam smo neko lopatko najdeli in to jim je bilo pač čist dovolj. Pa ja, itak rabijo nas, tako da. Torej bi rekla, Mehika je ena taka. Ja, Mehika je ena taka, sicer veliko ljudi pač prav, da je nevarna, ampak jaz mislim, da je tako vsaka država lahko nevarna. Ja, pa odvisno, kjer del Mehike tudi. Ja, odvisno, kjer del Mehike, ampak je tudi recimo zelo otrokom prilagojena. No. Jaz sem brala, da je med top 10 najbolj varnih ta del Mehike, med 10 top najbolj varnih držav za potovanje. Je bila neka analiza zdaj narejena. No ja, jaz se recimo v teh 14 dneh niti enkrat nisem počutila tako, da bi pač bili ogroženi, da bi bilo karkoli nevarno, pa smo se tudi pozem po noč, ne vem, vračali s kje, tam so kar dolge razdalje, ne vem, če hočeš iti na kakšen ogled, se tudi po 3 ure voziš v eno smer, tako da smo se tudi po noč vračali, pa mi ni bilo tako, no, da bi se počutila kjerkoli ogroženo. Pa si se daj kjerkoli, ko smo nam potovali, da si počutila nek strah, da si se počutila ogroženo? Je nekako tako izkušnja? Ne, nimam nobene take izkušnje na srečo, ampak jaz sem res pač tudi, moj mindset je tak, pa jaz sem pač tak tip človeka, meni tudi moj mož reče, pa ti misliš, da se tebi nikjer nič ne more zgoditi, ampak jaz res mislim, da se meni nikjer nič ne more zgoditi. In še, ne vem, zdaj glih za Mehiko sem slišala par zgodbic in sem pol tam bila v Mehiki in sem tam stala in seka, pa kako se ti to zgodi, prav? Zanima me, se ne, da bi hotela, da se mi, ampak ne vem, jaz grem res s takim mindsetom, verjamem tudi, da to mogoče pripomore k temu, ko pa če greš mogoče čist prestrašen. Ja. Tako da zaenkrat se mi to dobro obrestuje. No. Kaj bi pa rekla, si že sama povedala, da so otroci zelo prilagodljivi, pa da ne rabijo veliko na potovanjih, pa mogoče vse to temo prehrane otrok na potovanjih, ko to počasi zna biti pol izziv, ko je čist neka drugačna hrana, še posebej neke druge celine. Kako pa to rešujete? Jaz sem se letos, moram reči, prvič malo soočala s tem, zato ker je Liam je zdaj že v
on bo zdaj 6 let star in on se zdaj že malo zmišljuje, ne bom tega, ne bom unga, to ni isto kot doma, te palačinke so drugačne kot doma, ker prej, ko so manjši, nimaš teh težav, pač kar jim daš, oni praktično pojejo. Tako da zdaj je bilo prvič malo tako, pa še v Mehiki je vsa hrana kar dosti začinjena, malo pekoča, ampak ne vem, do zdaj smo vedno, kamorkoli smo šli, najdel kakšno alternativo, če ne drugega, pa pico ali pa burger, jaz se pač za tistih 14 dni pol tudi ne obremenjujem, če pojejo kakšen pomfri več na dan, pa drugače. Ker vem, da doma pač v večini jemo, kar se da zdravo pa domače, tako da me tistih 14 dni pol si tudi jaz dam na off te misli, kaj morajo, pa kdaj morajo jesti. Tako da ja, povsod najdemo nekaj tudi za otroke, se mi zdi. Mislim, se si vedno jaz to rečem, se tam imajo tudi otroke, oni otroci tudi. Si nisi taka, da bi si pa ful sabo nekih stvari nosila? Ne, jaz ponavadi nesem te smutije, ki jih kupam že pakirane, tega sem sicer jih vzela nekih 15, da je bilo za vsak dan ena glih za vmes, zdaj če se bomo ful vozili, pa če ne bomo imeli vmes za jesti, pa še lijem sadje, bolj tako je. Ampak ja, drugače pa tam itak imaš fulenga svežega sadja, ki pač lahko s tem bolj malo pokompenziraš. Kaj pa, a so kakšne take nujne stvari, ki jih vedno s sabo vzameš, ko greš na potovanje, mogoče kaj lekarniška, pa imaš, ko greš na potovanje, imaš ti kak seznam, ne vem, jaz vem za sebe, da jaz imam pač seznam stvari, napisanih mi vedno, ko pakiram fulaže, kam vedno po tistem seznamu grem, si vse obklukam. Imaš ti kakšne take checkliste in kako se pripravljaš na pakiranje in potovanje? Ne, jaz nisem tako dober naslov, zato ker jaz pakiram praktično par ur preden gremo zvečer. Ampak ja, tako zdaj se mi zdi, da toliko nekako hodimo okrog, da sem že malo zverzirana, kaj s sabo vzeti. Ne, sem pa ja vedno pač par teh osnovnih zdravil, ki vem, da nam lahko rešijo marsikatero situacijo. Se nam je skoraj na vsakem potovanju zgodilo, da je ne vem, kakšen imel kakšen dan, ali da mu je bilo slabo, ali ne vem, pač kakšna trebušna viroza ali pa vročina, tako da te stvari, ki hitro pač lahko pol rešiš, ampak ja, drugače pa nimamo nekih posebnih checklist. Kaj pa plani za letos, še imate planirano kako potovanje, oziroma za naprej, kakšne so želje glede tega? Mi gremo ponavadi enkrat na leto na malo bolj tako eksotično potovanje, tako da za letos smo to nažalost že obkljukali. Svoj pa drugo leto, se gre hitro čas. Ja, tako da za naslednje leto januarja imamo željo Tanzanija pa Zanzibar. Ja, se mi zdi, da bi bilo za ta malo dva zanimiv ta del safarija, mogoče malo videti, pa na Zanzibar si jo že dolgo želim, ampak moram še skomunicirati z možem. Ampak ja, vedno jaz na enem dopustu že naredim plan za naslednjega. To si nesist. Planov mi ne manjka. Ne sam pa predstaviti ga, pa prepričati, pa pa drug korak. Ampak se pa moraš tudi imeti dobre sposobnosti. Ja, se vedno se izkažem, te se na koncu vedno rata. Ja, ampak drugače pa mi recimo potovanja po zimi planiramo, ka poleti smo v kempu celo poletje praktično, tako da ja. Da greš takrat, ko je malo mrzlo na toplo, ne? Ja, da večkam preskočimo te zime. A imate z družino kak tak ritual ali pa tradicijo, ko je sam vaša, pa ko imate, ne vem, mi imamo pri nas doma vsak petek palačinke, na primer, nekaj takega, a imate kako tako ritual z familijo? Mi imamo vsako soboto zjutraj bananine palačinke. Bananine, ja. In pač je taka neka mečkana tradicija. Me že v bistvu ta male dva že ne vem, četrtek, petek sprašujete, mami, kdaj je sobota? In bolj čim veste, da je sobota, se zjutraj zbudita, so palačinke, palačinke, tako da. Je lušno imeti take, neke male stvari, ko jih tako veselijo, ko jih tako srečijo, ko so s takim malim zadovoljni. Ja, točno to, pa recimo tudi te zajtrke, med tednom, pač mi smo bolj pozni, v vrtec prideta praktično ta zadnja, spimo do 8 in pol med tednom ni časa za take stvari, tako da pol za vikend se mi zdi tako, da še malo več pomenijo. Za na koncu me pa zanima, če bi imela en dan popolnoma za sebe, brez obveznosti, kaj bi počela? Če bi. Če bi. To je hipotetično vprašanje. Po mojem bi zdajle
si blokirala nek spadej, šla na masažo, se malo razvajala, šla v savne, pustila telefon nekje ob strani, nič slikala, nič snemala, nič objavljala, nič čekirala, tako da bi bila res čisto off. Hvala za tale pogovor, za fuljenih koristnih informacij. Zanimivo je bilo slišati tvojo zgodbo in razmišljanja, tako da, en lep dan želim še naprej. Hvala, enako. Čau.